Pozdravljeni! Danes pripravljamo puhaste buhteljčke iz kvašenega testa, ker vas je veliko prosilo, da pokažem en recept za kvašeno testo. No, in odločila sem se ravno za buhtlje, ker so vedno dobrodošli in vedno taka fajna sladica, ki veliko vun da, če se lahko tako izrazim. Zdaj, tu sem pripravila že pol litra toplega mleka in kvasni nastavek. Se pravi, sem kvas direktno nadrobila v toplo mleko in dodala 100 gramov sladkorja. Dodam še eno vrečkico vanilijevega sladkorja, 3 cela malo bolj debela jajčka, jaz bom mesila testo na stroj, zato sestavine postopoma zložim v tekoči del, se pravi v mleko. Tako, tukaj imamo kilogram moke in začnemo torej dodajati suhe sestavine. Bomo kar stresli. Tako. Tukaj imamo 100 gramov masla. Bomo še malo tako. Še malo limonice naribamo. In dodamo 2 žlički soli oziroma približno 20 gramov. Takole. Zdaj bomo vse skupaj pognali na strojčku in sestavine tako suhe kot mokre se bodo povezale. In mesimo tam odvisno od stroja 15 do 20 minut. Gluten se mora povezati in testo mora postati lepo in elastično. Takole, naš strojček je zdaj lepo povezal in zamesil testo. Postalo je elastično in ga lahko tudi malo probamo. Vidi se, da je elastično pa mehko, hkrati pa ni preveč pocasto, ne? Mora biti mehko, ne sme pa biti preveč mehko, to pač delaš po občutku in ko se tega občutka navadiš, točno veš, kak mora biti takle. Zdaj bomo spet v prvi fazi vzhajali, oziroma zdaj bomo najprej pustili 10 do 15 minut vzhajati v prvi fazi, da vam v tej posodi malo vzhaja. Nato bomo pa preložili to testo na desko in ponovno vzhajali. Tako da zdaj pustimo testo malo počivati. Takle pokukamo naše testo. Lepo je. Zdaj nam je že ravno prav vzhajalo in ga bomo prestavili na nudelpredl. Takle. To naredimo kar tako z roko. Tako. Malo še preložimo. Zdaj, ker smo tu imeli res 1 kilogram moke, kar je kar veliko, bomo naredili raje na 2 štručki, da bomo lažje to testo potem razvaljali. Takle malo pomokamo, še preložimo. Tako. In zdaj
zdaj spet pustimo še enkrat ponovno shajati, da se nam to testo skoraj da podvoji. To bo trajalo sigurno 3/4 ure. Takle, naše testo je shajano, ga bomo razvaljali. Takole. Vzamemo valjar in razvaljamo na pravokotnik. Ne pretanko in ne predebelo, da bomo dobili lepe kockice. Takole. Vzamemo nož in enakomerno probamo razdeliti to naše testo na kockice. Tako. Tukaj ni treba tako komplicirati. Če ni pri milimetru vse natančno, ker bomo pravzaprav boljše delali z tega neke vrste žogic, ne? Tako. Tako, in vzamemo češnjevo marmelado ali kakršnokoli bolj kompaktno, ne preveč tekočo, ampak bolj gosto marmelado. Letos je res narava nas bogato obrodila s češnjami, zato tudi že v ponudbi kmetije pri Kovačniku češnjeva marmelada za nakup domov. Takole. Fajn je, da so buhtli fajn nadevani, z dosti marmelade. Jaz bi lahko taki kozarec marmelade zraven jedla kar žlico, ker to res ful paše z takim mlečenim testom. Takle, zdaj pa kar začnemo, ko napolnimo naše kockice, kar začnemo delati take žogice. Podobno kot krofi, samo da ne zvijamo oziroma ne valjamo, ampak samo tako v roki naredimo žepek in si še pomastimo pekač z maslom, fajn na debelo. Takle. Pa še mogoče kakšno žlico olja ali dve, da se nam bo naredila ena taka fina, hrustljava skorjica, da bo fajn sočni, ker tisto je glih najboljše pri buhteljčkih. Takle, zdaj pa polagamo v pekače in se tako po robovih malo dotaknemo pekača, da rob tega buhtla namastimo. Takole. Zdaj delamo to po vrsti, dokler ne zapolnimo, dokler ne porabimo vsega testa. Takle, naš pekač je že skoraj zapolnjen, 2 buhteljčka še imam za narediti. Takole. Pa še enega. Tile prvi, ko sem jih najprej naredila, so že skoraj shajani, ker je pač tu pri buhtli, da so res puhasti in mehki, dokaj veliko kvasa, 1 cela kocka, ne? Ker res morajo biti mora biti kvas, da so res mehki. To je ravno poanta buhtla, se pravi, je vic v kvasu. Nič jih ne bom mazala z jajčko ali smetano, to sem opustila,
ker se pravzaprav, če mažeš, delaš preliv, se ta preliv pol samo zažge po vrhu in ne igra vloge, ker jih itak bomo obrnili kontra in v bistvu samo se naredi taka trda škorja in še celo malo dobi priokus lahko, ne, tako da nič, samo pustimo zdaj vzhajati kakšnih 15-20 minut in damo v ogreto pečico na 180 stopinj in pečemo tam približno 40 minut. To je to. Naši buhteljčki so pečeni, res so lepi, zlati, krasni na pogled. Upam samo, da bodo tudi tako dobri. Takle, zdaj jih samo premestimo na pekač. Aha, pekač je vroč, moram si vzeti tele krpice. Kole. Krasni. Poštavbamo. Enega moramo kar poskusiti, da vidimo naš rezultat. Se iz njih lepo kadi. Takle. Takle puhasti buhteljček. Moramo še skoraj takoj probati, pretrgati. Krasen rezultat, zelo sem zadovoljna. Ja. Takle, če vam je bila tudi ta oddaja všeč, vas vabim, da me sledite, všečkate ali komentirate na Facebooku, Instagramu ali se naročite na gumb tukaj in vidimo se kmalu že v naslednji petek. Se gledamo!